dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Moje ime je Marička, sem osebna trenerka. Danes sem popeljala skozi trening za naše trebušne mišice, ki je prilagojen za začetnike z nizko intenziteto. Vse, kar si morate zagotoviti, je le malček več prostora za nemoteno izvajanje vaj ter seveda podlago. Sledite navodilom, ki bodo podane poleg vaj, kajti želimo si dobre, pravilne ponovitve, kvaliteta pred kvantiteto. Trening bo danes potekal intervalno in sicer vsako vajo bomo izvajali v 30 sekund, na kar bo sledila 10-sekundna pavza, ki ti bo omogočala, da se lahko pripravi za naslednjo vajo. Trening pa ti bo v celoti vzel 13 minut, torej napravili bomo 6 vaj po 3 sklope. Preden pa da se pomaknemo na trening, ne pozabite napraviti ogrevanja. Povezavo do ogrevanja najdeš spodaj v opisu. Podarite video like in če si nov in če si še zmeraj nisi naročil na moj kanal, naredi to zdaj. Saj si želimo 1000 naročnikov, tako da hitro subscribe naroči in nič več čakati, gremo telovati. Zelo klasično postavljen trening za trebušne mišice, namenjen za začetnike, ampak z malce spremenjeno intenziteto, prav tako izziv. Pa se kar pripravimo za prvo vajo križni trebušnjak oziroma kolesar v počasni različici, gre za različico s prilagojeno izvedbo. Pokrčite kolena in stopala položite na tla v širini bokov. Roke sklenite skupaj in jih položite za glavo. Komolce pri tem imejte široko razprte in to je vaš začetni položaj. Dvignite eno pokrčeno nogo in se z nasprotnim komolcem približajte koleno, od tal dvignite samo eno stran zgornjega dela hrbta. Z vdihom počasi odvrtite telo in se spustite nazaj v začetni položaj. Enako ponovite še z nasprotno stranjo in vzdržujte enakomeren ritem gibanja izmenično. Sledi 10-sekundna pavza, vendar se hitro pripravimo za naslednjo vajo heel touches oziroma izmenični dotik pet. Pri vaju ostajamo še vedno v ležečem položaju. Pokrčite noge in jih postavite v razkorak širini bokov. Roke iztegnjene držite ob telesu. Dvignite le zgornji del hrbta do lopatic. Pri tem pa hrbtenico stiskajte trdno ob tla in držite napetost v trebušnih mišicah. Z izdihom sezite z dlanjo proti stopalu pete, tako da začutite raztezanje stranskih mišic na nasprotni strani. Z vdihom se vrnite nazaj v začetni položaj in enako ponovite še z nasprotno smerjo. Pred nami je že tretja vaja in še vedno ostajamo v ležečem položaju. Vaja je imenovana bent leg rises oziroma izmenični dvig nog z rahlo pokrčenimi koleni. Dvignite obe dve nogi naravnost na medenico, tako da tvorita kot 90 stopinj in rahlo pokrčite kolena. Z rokami se oprimite podlage ali pa jih položite pod medenico. Z vdihom proti tlom spustite najprej eno nogo, tako da se skoraj dotakne tal in jo z izdihom dvignete nazaj v začetni položaj. Pri vaji pazite, da se hrbtenica ne usloči, ampak da ostaja prilepljena na tla. Sedaj se iz ležečega položaja selimo v položaj planka. Vaja bo nekoliko dinamična, imenovana hover to plank, saj bomo iz planka stopali naprej in nazaj. Roke postavite v razkorak neposredno pod ramena, ohranite ravno lego hrbtenice, tako da tvorite ravno linijo od ramen do stopal in to je vaš začetni položaj. Sledi drugi del vaje, pri katerim boste stopali z nogami naprej, vendar pazite, da ne ogrozite drži hrbtenice. Z vdihom se vrnete nazaj v začetni položaj in nadaljujete z dinamičnim gibanjem. Trebušne mišice držite tekom gibanja ves čas napete in zravnano hrbtenico. Še vedno ostajamo v položaju planka, vendar z držanjem v stranskem planku. Sledečo vajo bomo napravili v dveh intervalih, najprej z eno stranjo, naposled pa še z drugo. Telo spustite v pozicijo nizkega planka. Komolec postavite neposredno pod ramo, noge postavite tako, da bo zgornja noga pred spodnjo, saj boste tako lažje ohranjali ravnotežje in napetost v trebušnem delu. Medenico nato dvignite in telo držite v tem položaju. Med pauzo bomo samo zamenjali stran in nadaljevali z isto vajo, ki je tudi naša zadnja vaja v sklopu. Dihajte počasi in kontrolirano in se resnično osredotočite na konstantno napetost stranskih trebušnih mišic. Pazimo, da teže ne pritiskamo v celoti na komolce, ampak jo enakomerno porazdelimo po celi podlahti. Stranski plank je odlična vaja, ki deluje na celotno trebušno jedro s poudarkom na stranske trebušne mišice.
Vaja je tudi zelo učinkovita pri razvoju moči, stabilnosti in prožnosti v bokih ter križu. Sedaj sledi 30-sekundna pavza, po pavzi pa bomo ponovili vaje še v 2 zaporednih krogih in kar ponovno lezemo na podlago ter se pripravimo za prvo vajo X-Crunch oziroma križni trebušnjak. Pokrčite kolena in stopala položite na tla v širini bokov. Roke sklenite skupaj in jih položite za glavo. Komolce pri tem imejte široko razprte in to je vaš začetni položaj. Dvignite eno pokrčeno nogo in se z nasprotnim komolcem približajte koleno, od tal dvignite samo eno stran zgornjega dela hrbta. Z vdihom počasi odvrtite telo in se spustite nazaj v začetni položaj. Enako ponovite še z nasprotno stranjo in vzdržujte enakomeren ritem gibanja izmenično. Pri izvedbi držite hrbtenico prilepljeno trdno na tla oziroma podlago in vzdržujte napetost v trebušnem jedru. Sledi 10-sekundna pavza, vendar se hitro pripravimo za naslednjo vajo heel touches oziroma izmenično dotik pet. Pri vaju ostajamo še vedno v ležečem položaju. Pokrčite noge in jih postavite v razkorak širini bokov. Roke iztegnjene držite ob telesu. Dvignite le zgornji del hrbta do lopatic. Pri tem pa hrbtenico stiskajte trdno ob tla in držite napetost v trebušnih mišicah. Z izdihom sezite z dlanjo proti stopalu pete, tako da začutite raztezanje stranskih mišic na nasprotni strani. Z vdihom se vrnite nazaj v začetni položaj in enako ponovite še z nasprotno smerjo. Pred nami je že tretja vaja in še vedno ostajamo v ležečem položaju. Vaja je imenovana bent leg rises oziroma izmenični dvig nog z rahlo pokrčenimi koleni. Dvignite obe dve nogi naravnost na medenico, tako da tvorita kot 90 stopinj in rahlo pokrčite kolena. Z rokami se oprimite podlage ali pa jih položite pod medenico. Z vdihom proti tlom spustite najprej eno nogo, tako da se skoraj dotakne tal in jo z izdihom dvignete nazaj v začetni položaj. Pri vaji pazite, da se hrbtenica ne usloči, ampak da ostaja prilepljena na tla. Sedaj se iz ležečega položaja selimo v položaj planka. Vaja bo nekoliko dinamična, imenovana hover to plank, saj bomo iz planka stopali naprej in nazaj. Roke postavite v razkorak neposredno pod ramena, ohranite ravno lego hrbtenice, tako da tvorite ravno linijo od ramen do stopal in to je vaš začetni položaj. Sledi drugi del vaje, pri katerem boste stopali z nogami naprej, vendar pazite, da ne ogrozite drže hrbtenice. Z vdihom se vrnete nazaj v začetni položaj in nadaljujete z dinamičnim gibanjem. Trebušne mišice držite tekom gibanja ves čas napete in zravnano hrbtenico. Še vedno ostajamo v položaju planka, vendar z držanjem v stranskem planku. Sledečo vajo bomo napravili v 2 intervalih, najprej z eno stranjo, naposled pa še z drugo. Telo spustite v pozicijo nizkega planka. Komolec postavite neposredno pod ramo, noge postavite tako, da bo zgornja noga pred spodnjo, saj boste tako lažje ohranjali ravnotežje in napetost v trebušnem delu. Medenico nato dvignite in telo držite v tem položaju. Med pavzo bomo samo zamenjali stran in nadaljevali z isto vajo, ki je tudi naša zadnja vaja v sklopu. Dihajte počasi in kontrolirano in se resnično osredotočite na konstantno napetost stranskih trebušnih mišic. Pazimo, da teže ne pritiskamo v celoti na komolce, ampak jo enakomerno porazdelimo po celi podlahti. Stranski plank je odlična vaja, ki deluje na celotno trebušno jedro s poudarkom na stranske trebušne mišice. Vaja je tudi zelo učinkovita pri razvoju moči, stabilnosti in prožnosti v bokih ter križu. Sledi še zadnja pavza in po pavzi napravimo še zadnji krog vseh vaj, ki smo jih napravili že 2krat poprej, pa se ponovno uležemo na tla in pripravimo za prvo vajo X-Crunch oziroma križni trebušnjak.
Pokrčite kolena in stopala položite na tla v širini bokov. Roke sklenite skupaj in jih položite za glavo. Komolce pri tem imejte široko razprte in to je vaš začetni položaj. Dvignite eno pokrčeno nogo in se z nasprotnim komolcem približajte koleno, od tal dvignite samo eno stran zgornjega dela hrbta. Z vdihom počasi odvrtite telo in se spustite nazaj v začetni položaj. Enako ponovite še z nasprotno stranjo in vzdržujte enakomeren ritem gibanja izmenično. Pri izvedbi držite hrbtenico prilepljeno trdno na tla oziroma podlago in vzdržujte napetost v trebušnem jedru. Sledi 10-sekundna pavza, vendar se hitro pripravimo za naslednjo vajo heel touches oziroma izmenični dotik pet. Pri vaju ostajamo še vedno v ležečem položaju. Pokrčite noge in jih postavite v razkorak širini bokov. Roke iztegnjene držite ob telesu. Dvignite le zgornji del hrbta do lopatic. Pri tem pa hrbtenico stiskajte trdno ob tla in držite napetost v trebušnih mišicah. Z izdihom sezite z dlanjo proti stopalu pete, tako da začutite raztezanje stranskih mišic na nasprotni strani. Z vdihom se vrnite nazaj v začetni položaj in enako ponovite še z nasprotno smerjo. Pred nami je že tretja vaja in še vedno ostajamo v ležečem položaju. Vaja je imenovana bent leg rises oziroma izmenični dvig nog z rahlo pokrčenimi koleni. Dvignite obe dve nogi naravnost na medenico, tako da tvorita kot 90 stopinj in rahlo pokrčite kolena. Z rokami se oprimite podlage ali pa jih položite pod medenico. Z vdihom proti tlom spustite najprej eno nogo, tako da se skoraj dotakne tal in jo z izdihom dvignete nazaj v začetni položaj. Pri vaji pazite, da se hrbtenica ne usloči, ampak da ostaja prilepljena na tla. Enako ponovite še z nasprotno nogo, izmenjava nog in dihanje naj bo kontrolirano. Sedaj se iz ležečega položaja selimo v položaj planka. Vaja bo nekoliko dinamična, imenovana hover to plank, saj bomo iz planka stopali naprej in nazaj. Roke postavite v razkorak neposredno pod ramena, ohranite ravno lego hrbtenico, tako da tvorite ravno linijo od ramen do stopal in to je vaš začetni položaj. Sledi drugi del vaje, pri katerim boste stopali z nogami naprej, vendar pazite, da ne ogrozite drže hrbtenice. Z vdihom se vrnete nazaj v začetni položaj in nadaljujete z dinamičnim gibanjem. Trebušne mišice držite tekom gibanja ves čas napete in zravnano hrbtenico. Še vedno ostajamo v položaju planka, vendar z držanjem v stranskem planku. Sledečo vajo bomo napravili v dveh intervalih, najprej z eno stranjo, naposled pa še z drugo. Telo spustite v pozicijo nizkega planka. Komolec postavite neposredno pod ramo, noge postavite tako, da bo zgornja noga pred spodnjo, saj boste tako lažje ohranjali ravnotežje in napetost v trebušnem delu. Medenico nato dvignite in telo držite v tem položaju. Med pavzo bomo samo zamenjali stran in nadaljevali z isto vajo, ki je tudi naša zadnja vaja v sklopu. Dihajte počasi in kontrolirano in se resnično osredotočite na konstantno napetost stranskih trebušnih mišic. Pazimo, da teže ne pritiskamo v celoti na komolce, ampak jo enakomerno porazdelimo po celi podlahti. Stranski plank je odlična vaja, ki deluje na celotno trebušno jedro s poudarkom na stranske trebušne mišice. Vaja je tudi zelo učinkovita pri razvoju moči, stabilnosti in prožnosti v bokih ter križu. In konec. Po treningu pa ne pozabite napraviti raztezanja in poskrbite, da v telo vnesete zadostno količino beljakovin. To je to, upam, da ste uživali pri izvedbi treninga, seveda lahko intenzivnost prilagodite svojim sposobnostim, če so vam všeč takšne oblike treninga in če bi si jih v bodoče želeli videti še več, pa mi seveda dajte pisati spodaj v komentarje. Prijem pa, da se poslovimo, ne pozabite deliti videa dalje, ga napraviti skupaj z vašo prijateljico, podariti like, se naročiti na moj kanal in pritisniti zvončka, da ne zamudite bodočih vsebin in presenečenj in se vidimo naslednji teden. Čau!